si dolgo slavi, jemni smrti ne solza. Tebi vseh rodov, Gospod, posvečuje se naš rod, srce Božje Tvoji smo, Tvoji večno bodemo. Tebi vseh rodov, Gospod, posvečuje se naš rod, srce Božje Tvoji smo, Tvoji večno bodemo. Spoštovani, lepo vas pozdravljam vse navzoče v imenu Nove Slovenske zaveze. 80 let mineva od teh krutih dogodkov, ki so se dogajali tukaj in v okolici. Letos smo za glavnega govornika povabili gospoda Francija Žnidarja. Franci, rojen leta 1955 v Argentini, staršem, ki so se po vojni umaknili na Koroško. Oče je bil nemški mobiliziranec, mama se je kot 17-letno dekle umaknilo s stricem in teto na Koroško. V Argentini je bil predsednik Slovenskega doma Karapačaj in tudi predsednik Zedinjene Slovenije, krovne organizacije. Leta 2021 se je potem, ko so že vsi njegovi 3 otroci bili za stalno v Sloveniji, se je potem tudi on vrnil z ženo v Slovenijo. Je pa tudi član upravnega odbora Nove Slovenske zaveze. Franci, izvoli, besedo predajam tebi. Dragi romari upanja, dragi romari grobišča na Starem Hrastniku. Rojen sem v Argentini kot sin povojnih migrantov. Moja starša, tako kot številni drugi, sta zapustila domovino, da bi lahko živela v svobodi. Že dolga leta tam, v mesecu juniju, se vrstijo spominske slovesnosti, kjer se Sveto mašo, akademijo obuja pietetni spomin na največjo kalvarijo slovenskega naroda. Revolucija in državljanska vojna sta se vpletli že v tako tragične dogodke 2. svetovne vojne in povzročila povsem nepotrebne žrtve. Po 80 letih bratomora so te žalne slovesnosti še vedno dobro obiskane. Udeležujejo se jih cele družine, pogosto tudi z otroki, ki največkrat tudi sami nastopajo. Ko sem bil še mlad, sem vprašal enega od učiteljev, ki so nas ob sobotah poučevali v slovenskih tečajih, zakaj mora naša generacija spremljati te žalostne proslave in nastopati na njih. Saj bomo mi imeli svojo prihodnost, ne vašo preteklost. Po kratkem premišljanju mi je rekel, zato ker vas imamo radi. Tako, kaj ima ljubezen opraviti s tem? On pa je pojasnil, želimo, da ste vi celoviti, popolni, pokončni, mirni. Ne morete biti uspešni v življenju, če ne poznate svojih korenin in zgodovine svojega naroda. Prej ali slej boste morali odgovarjati sebi, svojim otrokom in družbi, da niste zgolj ekonomski migranti. Morate vedeti, kaj je prestal vaš narod, odgovoriti si, zakaj smo raztreseni po svetu in odkot črpamo moč ter navdih, da naša skupnost še vedno zori tako daleč od domovine. Po revoluciji in žrtvah, ki jih je ta povzročila, o mučenju in umorih naših domoljubov, sem že bil kar seznanjen, pa sem vendarle želel vedeti, kakšen nazor je oblikoval te fante, koliko je bila vera prisotna v njih,
kako so vrednotili njihovo domoljubje. Odgovoril mi je, zmoli skavtsko molitev in ti bo jasno. Bil sem član slovenskih skavtov v Argentini, ki so delovali med letoma 1949 in 1974. Skavtska organizacija je skoraj neprekinjeno delovala že v italijanskih in koroških taboriščih. No, le zmolijo. Gospod Jezus Kristus, ti si dejal, bodite pripravljeni. Glejte, tvoje besede sem si izbral za geslo in daj, da jim bom zvest, daj, da jim bom vedno pripravljen. Ljubiti, kar je resnično, delati, kar je dobro, prizadevati se za to, kar je plemenito, z veseljem hitro pomagati, molče trpeti, odkritosrčno odpustiti. To so tvoje stopinje, Gospod, in po njih bom hodil vedno in povsod, brez strahu, odločno in pogumno, zvest Bogu, cerkvi in domovini. Zavezujem se s svojo vernostjo kot katoličan in svojo častjo kot skavt, da te obljube ne bom nikdar prelomil, po Kristusu našem Gospodu. Amen. No vidiš, v duhu takih molitev so bili vzgojeni naši mladeniči. Prav takšna molitev jim je v najtežjih trenutkih dajala neizmerno moč, da so bili zmožni molče trpeti in odkritosrčno odpustiti. Da so se preživeli, tako v Sloveniji kot tisti raztreseno po svetu, znali zavzeti za vse, kar je plemenito. Da so si med seboj z veseljem hitro pomagali in da so ostali zvesti Bogu, cerkvi in domovini. Do tu je segal moj razgovor z učiteljem. Kasneje sem sam spoznal, da večina najuspešnejših sovrstnikov in znancev pozna svojo zgodovino in iz nje tudi črpa. Doumel sem, da učiteljeva razlaga ni bila prazna. Kljub materialnemu pomanjkanju, včasih tudi v revnih in težkih razmerah, se je mladino pred vojno vzgajalo v duhu preprostih, a bogatih vrednot, tako po vaseh kot v mestih. Obstajala so socialna, politična in tudi vaška trenja, a vendar sprejemljiva znotraj okvirja tedanjih civilizacijskih norm. Po pripovedovanju in tudi sam sem bral o predvojni Orlovski zvezi, kako so preko telovadbe, tekem, predavanj in versko-vzgojnih sestankov išli iz nje javni delavci, zadružni voditelji, župani, občinski tajniki, dobri in pošteni politični delavci. Tudi Tomčevi mladci so se izkazali kot zelo poduhovljena formacija, saj je bil profesor Ernest Tomc daljnoviden in je opozarjal gimnazice na prodor marksizma. In toliko drugih organizacij in gibanj, ki se jim je šlo za pravilno pojmovanje vere, slovenstva in domoljubja. Mladina, na kateri je slonela teža vaških straž in domobranstva, je nagonsko čutila, da v našem osvobodilnem gibanju tiči nekaj lažnega, neiskrenega, nekaj popolnoma neslovenskega. In se vprašam, zakaj je bilo treba na peklenski krut način uničiti vrednote tako bogatega naroda? Kdo je pripravil in kdo zgubil? Če bi bil našemu narodu v polpretekli zgodovini prihranjen te delka, da bi ta del obreznil in ta, ki je odšel v tujino, svoje potomce še eno generacijo vzgajal v duhu tedanjih vrednot, bi bila danes naša Slovenija precej drugačna. Koliko pek smo izgubili samo v teh rovih. Njegovo trdno versko prepričanje je rodilo poleg velike zavedne družine še nad vse vzgornjega misionarja. In tako si še vedno upajo reči, da so tu pokopani izdajalci. Toda peščici, ki je takrat sprožila revolucijo, so ji bili taka družba in taki fanti odveč. Treba jih je bilo uničiti. Ker se med vojno to ni v celoti zgodilo, so takoj po njej kruto ukrepali po premišljenem načrtu. Ne pozabimo Titovega govora na Ljubljanski univerzi 26. maja 1945. Posledica teh strašnih besed so sramotno skrivali tako pred narodom kot pred svetovno javnostjo v miniranih jamah, protitankovskih jarkih, opustošenih rudnikih in na stotine prikritih grobišč. Tudi tukaj, kjer danes stojimo, ponovim, treba je bilo sramotno skrivati zločine. Ponosni dediči revolucije o tem molčijo in morajo molčati, da lahko s pomočjo zlagane zgodovine prejemajo visoka priznanja za svoje vrednote
danes lepo napisane, dejansko so pa bile kruto krvave. A resnica, hočeš nočeš, pride na dan. Kosti prihajajo na površino. V zadnjih 80 letih smo marsikaj izvedeli, najprej v tujini, kasneje tu doma. Ujemamo še zadnje žive pričevalce, odkrivajo se skriti arhivi, a kosti še vedno nimajo dostojnega groba. Ker se nas skriti, se jih položi v obrobno pokopališče. Ne v prestolnico, kamor bi sodile. Bog ne daj, da bi jih pokopali v Ljubljani, ker imajo grobove celo okupatorske sile. Verjetno zato, ker je okupatorskih trupel manj kot ostankov naših domoljubov. Ali res ni prostora v Ljubljani za narodno vojsko, ki so jo razglasili takratni demokratični voditelji pri zborovanju na taboru 4. maja 1945? Zakaj se tega dejstva ne sme priznati? Saj vendar živimo v demokraciji. Ponosni dediči revolucije se bojijo grobov in spomenikov v Ljubljani, za katerega bi vsak radoveden turist vprašal, čemu tak spomenik, kdo je tukaj pokopan, koliko jih je, kaj so zagrešili, kdo jih je dal likvidirati, se ve, kdo so bili storilci, so bili kaznovani. To so danes nezaželjena vprašanja. Še pred nekaj meseci smo lahko o tem govorili. Danes, v dobi domnevne svobode, pa smo lahko kaznovani. Na hitro izglasovan zakon želi ustrahovati tiste, ki govorijo resnico. Resnico, ki temelji na izpričanih, raziskanih in dokazanih dejstvih. In to se dogaja v tako imenovani civilizirani Evropi. Je to mogoče? Če k temu dodamo še ekspresno ukinitev nacionalnega dneva spomina za komunistično nasilje strani sedanje vlade, imamo pred seboj material za peklensko grozljivko. Dragi navzoči, ohranjajmo spomin na tragično pot naših učencev s tem, da jasno povemo svojim otrokom, kateri je bil resnični cilj revolucionarjev in zakaj je takrat bila potrebna protirevolucija. Nastala je nujna potreba po samoobrambi, da bi se ohranila vera, slovenstvo in končno tudi domovina. V šolah naši otroci tega ne bodo slišali. Učni programi še ne zmorejo odražati resnice. Lahko pa družinski razgovor nadomesti šolski primanjkljaj. In zakaj naj to storimo? Zato, da bodo naši potomci celi, popolni, mirni in pokončni. Zato, ker jih imamo radi, ker jim želimo najboljše in ker ljubimo resnico. Spomin na vse žrtve revolucije in posebno na vse, ki so končali v teh premogovnih rovih, tudi na množico bratov drugih narodnosti, sotrpine istega morilca, bomo ohranili v naših srcih. Zgodovina Slovenije jih ne sme pozabiti. Naj se nas dotaknejo prve vrstice omenjene molitve. Ljubiti, kar je resnično, delati, kar je dobro, prizadevati se za to, kar je plemenito, z veseljem hitro pomagati, molče trpeti, odkrito srčno odpustiti. To so tvoje stopinje, Gospod, in po njih bom hodil vedno in povsod, brez strahu, odločno in pogumno, zvest Bogu, cerkvi in domovini. Spavajte v Bogu, junaci.
ob 80-letnici je bil že skrajni čas, da izkopljeno in pokopljeno umorjenje. Da se izdajo mrliški listi, da se obsodi zločine, da vrnemo dobro ime vsem, ki jim je bilo po krivici odvzeto, in da zaživimo v resnici in notranji svobodi. Hvala vsem, ki ste kakorkoli doprinesli k današnji spominski maši in slovesnosti. Hvala obema maševalcema, pevcem iz Šentjerneja, vsem, ki ste pripravili ta bogoslužni prostor in vso okolico. Vsem, ki prihajate sem tudi v vročini in skrbite, da spomin na naše pobite ne ugasne. Naj zaključim z besedami predsednika Nove slovenske zaveze, gospoda Ogrina, ki jih je izrekel prejšnjo soboto na spominski slovesnosti v Rogu. Samostojna Slovenija je tiha zmaga tistih, ki so pred 80 leti padali v jame. Naši umorjeni, naši pripošniki, prosite za nas in za našo domovino. In zaključimo tako, kot ponavadi, s pesmijo Moja domovina. Oče, mati, bratje in sestri, oče, mesta, trate in stezi, polmiska večnega snega, to je moja domovina. Ja, bodi moja lepa domovina, ja, bodi moja lepa domovina, ja, bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Prva pisem mladih sončnih dni, varovanka far moči, kres, ki sega meni do neba, to je moja domovina. Zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, zdravo je moja lepa domovina, moja lepa domovina. Zemlja rodna moja je tako, daroval se vedno bom za njo, zadnja kaplja mojega srca.